Jezikanje. Vsak petek ob 8. Dobro jutro, cenjeni jezikalci, cenjene jezikalke. Tokratna tema jezikanja je urgentna in to dobesedno. Govorili bomo namreč o jeziku, komunikaciji in govornih pristopih dispečerjev, torej tistih, ki sprejemajo klice nujne pomoči. Uršula, dobro jutro. Dobro jutro, Tadej. Že takoj na začetku se bomo preselili v dispečerski center zdravstva Ljubljana. Predstavljajte si velik odprt prostor, na levi in desni strani so pulti in računalniki sprejemnih dispečerjev, na sredini pa oddajno nadzornih. In prav oni, glede na življenjsko ogroženost pacienta, razporejajo reševalna vozila na cesti in v zraku. Zdaj tole slište, kolega na oddajno nadzornem mestu komunicira z helikopter, ki ravno kar v klinični center pelje poškodovanca z opeklinami. Ta pristanek bo zdaj najavil naprej na triažo kliničnega centra, kjer bojo v bistvu sklicali vse ekipe, ki bojo tega pacienta potem pričakale. Vidite, da hkrati s tem, ko govori z helikoptersko ekipo po radijski konzoli, govori po telefonu z ekipo. Drug oddajno nadzorni dispečer sodeluje pri vsem tem, spremlja, kaj se dogaja in sodeluje s kolegom in mu bo zdaj v bistvu pomagal, da bosta skupaj končala vse te naloge, ki jih v tem času imata. Jaz sem pod stresom, samo ko vas poslušam. Verjamem, gleda pred začetkom šihta. Ko smo enkrat upeljani, ne bi rekla, da imamo tremo pred začetkom, ker pač itak nikoli ne vemo, kaj nas čaka. Tisto, kar pride, tisto moramo zrihtati. Treme take pred začetkom izmene mislim, da ni. No? Bolj, če pač pride do kakšne take izredne situacije, se pol takrat soočamo s temi nadaljnimi pritiski, bom tako rekla. Ja, priče smo bili najavi helikopterja, ki je v UKC Ljubljana takrat pripeljal poškodovanca z opeklinami po obrazu. Klic je najprej prevzel sprejemni dispečer, sočasno z njim pa je že potekala aktivacija reševalne enote, komunikacija s helikopterjem in oddelkom za sprejem, konkretno s travmatološko urgenco. In prav pri tovrstni komunikaciji sodeluje najina gostja. Dobro jutro. Dobro jutro. Moje ime je Katja Avguštin in sem zdravstvena dispečerka v dispečerskem centru zdravstva Ljubljana. Kaj počnem? Če povem po domače, v bistvu skrbim za to, da reševalna vozila pridejo na kraj dogodka, kjer jih potrebujejo. In to je že drugi korak, še prej, če pokličete na 112, vas iz regijskega centra, v tem primeru Ljubljana, poveže v urgentni center, tam se na klic odzove sprejemni dispečer. Kolikor se spomnim 2 klicev, ki sem jih upravila kot očividka, kolikor se spomnim, te najprej vprašajo, kdo si in kje si, in že opisovanje same lokacije je lahko zelo stresno. Če mi ne bomo dobili točne lokacije, ne vemo, kam napotiti ekipo. In tam se lahko dogaja še nekaj tako groznega, še nekaj tako stresnega, strašnega. Če mi ne vemo, kam točno moramo ekipo poslati, nismo s tem naredili nič. Zato smo mi tako tečni, kar velikrat slišimo, da smo tečni, ker težimo, ker sprašujemo, kje točno se oseba nahaja. Ker nam ni dovolj samo, da nam poveste naslov, pa je to, ker ta naslov je lahko neka stolpnica s 13. Ali pa park Tivoli. Naprimer, ali pa park Tivoli, ali pa stolpnica s 13 nadstropji in zdaj reševalna ekipa pride do te stolpnice in če vas ne bojo vedeli točno, v katero nadstropje morajo iti, kje morajo pozvoniti na domofonu, kaj piše v nadstropju na vratih, vas lahko iščejo, mislim, kot ste rekla, park Tivoli, velik park, nakupovalno središče, če ne vejo, v katero nadstropje morajo, na katero vhod, v katero trgovino in če smo še bolj natančni, točno kam v trgovino morajo iti, če si predstavljava, gre za nek, megamarket, recimo je lahko nekdo pri kruhu, ekipa ga bo pa iskala, da pride do kruha po celi trgovini in s tem se zgubljajo v bistvu te pomembne minute, sekunde, ki so lahko res za življenjsko ogroženega pacienta kritične in se res izgublja tukaj zelo pomemben čas. Ja, prav tako poskušajo pridobiti podatke o klicatelju in njegovo telefonsko številko, da lahko po potrebi vrnejo klic oziroma ostanejo v stiku. Komunikacija dispečerjev mora biti jedrnata in jasna, navodila pa podana na razumljiv način.
Sprejemni dispečeri s pomočjo slovenskega indeksa za nujno medicinsko pomoč, protokola, ki mu sledijo, že v pogovoru z očividcem ali prizadetim ocenijo nujnost primera. To pomeni, kako ogrožen je pacient, kakšna je stopnja nujnosti in ali bo k njemu napoteno reševalno vozilo. Kot pravi Katja Avguštin, sočasno poteka več aktivnosti. Včasih res rečemo, da smo kot hobotnice, ker nekdo te kliče po radijski postaji, drug po telefonu, ob tem ti že tuli intervencija, ki jo moraš oddati. Ne vem, spet na tretji strani neka ekipa intervencije ni dobila, moraš preverjati, če so jo sprejeli. Tako da v bistvu včasih, recimo, če kdo ne pozna našega dela ali pa ki pride v naše okolje, se mu zdi kar malo kaotično vse skupaj. No. Ampak ko si enkrat vpet v to delo pa navajen, je pa to pač čist navaden delovni dan. Na navaden delovni dan v 24 urah pomoč potrebuje več 100 ljudi. Zdaj, po lastnih izkušnjah iz zadnjih izmen lahko povem, da smo v 24 urah je recimo povprečje klicev tam okrog 500 do 600 v 24 urah. Na izmeno vas pa dela? Premalo. Dobro jutro, z Vala 202, poslušate oddajo Jezikanje, midva sva Uršula in Tadej, najna gostja pa zdravstvena dispečerka v dispečerskem centru zdravstva Ljubljana Katja Avguštin. Vidim, da si pod vtisom podajanja konciznih informacij, Tadej. Ja, eno od začetnih vprašanj pri klicu v primeru življenjske ogroženosti je tudi, ali je pacient buden. Če se odziva, se dispečeri skušajo pogovoriti z njim, v nasprotnem primeru pa klicatelja prosijo, da preveri, ali je odziven. Ja, na glas, torej poziv ali na bolečinski dražljaj. Pogosto dispečeri podajo navodilo, da uščipnite prizadetega v ušesno mečico ali s pestjo podrsajte po prsnici, če se na bolečino ne odzove, vedo, da ni pri zavesti. Omenila sva že, da morajo biti dispečeri zbrani in mirni, ampak kako ohraniti mirnost pri komunikaciji z medenimi, z adrenalinom naphanimi klicatelji, družinskimi člani, sodelavci, neznanci, konec koncev. Dispečerka Katja Avguštin pravi, da stres na klicatelje vpliva zelo različno. Tudi te reakcije so lahko zelo drugačne, ne, od posameznika. Lahko joka, lahko kriči, lahko ne sodeluje, sploh ne posluša, se zapre vase, lahko govori stvari, ki ga sploh ne sprašuješ. Ampak mi moramo v bistvu vse to sprejeti. Zavedati se moramo, da večina klicateljev tega ne počne namenoma, se tega ne zavedajo, je to samo njihov odziv. Se veste, v taki situaciji to je stres, je recimo adrenalin. In tukaj moramo zdravstveni dispečeri prepoznati to stisko, tudi klicatelja na drugi strani in mu pomagati to stisko umiriti. Tukaj moramo veliko narediti tudi na sebi, da si to v tistem času dopovemo, da to ni osebno, da to ne leti na nas, da ni namenoma. In ravno pač zaradi tega, kot sem že prej omenila, ko imamo izobraževanje področja komunikacije, različne tehnike komunikacije, različne tehnike umirjanja, različnih stilov pacientov, jih pač takrat moramo glede na našo lastno presojo, kakšnega klicatelja imamo na drugi strani, pač jih moramo tudi uporabiti v praksi. Kaj pa v primerih, ko je klicatelj razdražen, celo agresiven, ko dispečerko sprašuje, ali je normalna, kaj se gre, ker mu človek umira na rokah, se ukvarjajo s takim klicateljem in ga skušajo pomiriti? Ja, zdaj, če se ne bomo ukvarjali z njim, mu tudi ne bomo mogli podati navodil oziroma od njega ne bomo dobili tistega, kar bi si mi želeli. Ne? Tako da prva stvar je navezati ta stik s klicateljem. Res kakšni agresivni klicatelji, ki lahko uporabljajo še veliko hujše izraze, kot ste jih zdaj vi, moraš poiskati v bistvu v tistem trenutku način, na katerega ga boš umiril. Lahko je to, da prepoznavaš njegova čustva, mu poveš, gospod, slišim vas, razumem, da vam je težko, razumem, da ste pod stresom. To je ena stvar. Druga stvar, če recimo, da ta ne pomaga, pa še kar kriči, pa ne posluša, je, da lahko utihneš, pa počakaš. Ko boš ti tiho, bo on povedal svoje, pa bo pa rekel halo. Pa mu boš povedal, ja, lejte, tukaj sem. Ko boste pripravljeni, povejte, bova skupaj. Ne? Nekaterih pa ne moreš umiriti. To je tisto, kar je v bistvu za pacienta najslabše. Ne? Dobro jutro. O komunikaciji dispečerjev v primeru življenjske ogroženosti oziroma klica nujne pomoči na 112 govorimo v Jezikanju. Prizorišča nesreče, okoliščine in udeleženi so seveda različni, zato govorimo o različnih scenarijih in komunikacijskih pristopih. Predstavljajte si, da pokliče mladoletna oseba ali otrok. Dispečerji nemudoma spremenijo način upovedovanja in podajanja navodil.
Vsekakor takrat ne vikamo tega otroka, ga začnemo tikati, se spustimo na bolj ta njegov nivo komunikacije, se predstavimo, ga po imenu kličemo, mu dajemo res taka navodila oziroma vprašanja, ki za njega niso prezapletena. Poskusimo dobiti čim več podatkov, hkrati ga pa prosimo, da če ima kogarkoli blizu sebe, da se lahko na kogarkoli obrne, da poišče to osebo. Ja, kaj pa gluhota, kaj pa slepota? Pri slepoti orodje jezik, pri gluhem klicatelju pa dispečeri kontaktirajo tolmače. Žal še vedno nimajo možnosti videoklica, skušajo hitro navezati stike z bližnjimi, pogosto se zanesejo na to, da gluhi že sporočilno komunicirajo z njimi. Še ena situacija, kaj se zgodi, če na 112 pokliče tujec, ki ne govori jezika nikogar iz dispečerskega centra. Takrat se je treba znajti, pravi zdravstvena dispečerka Katja Avguštin. Ponavadi se znajdemo na način, da recimo vklopimo prevajalnik na računalniku, vpišemo v program vprašanje, ki ga želimo, nastavimo jezik, za katerega bi želeli, da ga pove, vprašamo vprašanje zaprtega tipa, torej da je odgovor lahko ja ali ne. Prislonimo svoje slušalke na zvočnik, predvajamo preko računalnika to vprašanje, ki ga ta Google Translate sam generira in potem počakamo odgovor klicatelja. Kot pripoveduje ena gostja, prek telefona dispečerji v delovnem času celo porodijo otroka. V oddaljenih krajih to niti ni taka redkost, da se dojenček rodi še preden na kraj dogodka prispe reševalna enota. Ja, za moje pojme je recimo to ena lepših intervencij. Nosečnost je fiziološki pojav, ni bolezen, tako, in je pričakovan uspešen izid. A veste, če imamo mi recimo obolele paciente, potrebujejo nujno medicinsko pomoč zaradi tega, ker je z njimi recimo nekaj narobe. Ko pa gre za porod, pa imamo zdravo porodnico, pa potem zdravega novorojenčka, je pa to nekaj najlepšega, ko slišiš prvi jok, ko otrok zajoka. Ravno nedolgo nazaj imela kolegica tak primer, se je porodil otrok, ravno mislim, da v času, ko je potem ekipa stopila v stanovanje na kraj sam. Ali pa recimo, v primeru kakšnega srčnega zastoja se včasih zgodi, da pacient, ki je v srčnem zastoju, pa s pomočjo seveda očividcev na kraju, ki izvajajo temeljne postopke oživljanja, pa s pomočjo zdravstvenega dispečerja na drugi strani, ki daje ta navodila, pride do povrnitve srčnega ritma in da pacient lahko pride k sebi oziroma dobi pulsa, če tako rečemo, nazaj. Govorimo o precej predvidljivih in ustaljenih postopkih. Porod poteka po določenih korakih, prav tako temeljni postopki oživljanja pri srčnem zastoju. A še vedno je ogromno nepredvidljivih in nepredvidenih dejavnikov, zato se mora dispečer prilagoditi okoliščinam, denimo med nenačrtovanim porodom v avtomobilu. Ja, vsekakor. Zdravstveni dispečer mora biti iznajdljiv. Tako, mora imeti tudi zelo veliko znanja, mora hitro znati povezovati informacije in v svojih mislih skakati z ene stvari na drugo, tudi pričakovati, kako lahko določena intervencija oziroma določen klic gre, v katero smer se lahko zapelje. V končni fazi pa porod je porod, ne glede na to, kjer bo. Je res, če pač nimamo brisač, bomo otroka zavili v tisto, kar imamo, ali je to rjuha, ali je to naša jakna, ali naša srajca. Nekaj bomo našli, da bomo za tega novorojenčka poskrbeli, vsekakor najbolj pomemben stik koža na kožo, pa potem vseeno, ali ga bomo pokrili z brisačo, ali ga bomo pa pokrili z našo jakno. Kar se tiče, recimo, ko ste omenila v primeru srčnega zastoja, ja, lahko gre za šibkejšo osebo, ampak ta oseba se bo pač potrudila po svojih najboljših močeh. Tukaj, če imamo možnost, pošljemo nekoga tudi po avtomatski defibrilator, da ga prinese na kraj. Tako da tukaj si mora dispečer prilagajati situaciji sami in biti en korak naprej, kaj bo napravil v primeru, če. Ja, in kar 2 posnetka sva imela o porodih. Dobro je biti pripravljen. Ja. Ampak veliko čejev je tudi tukaj in velika izjemna odgovornost, ko govorimo o dispečerjih, odgovornost do človekovega življenja. Tako, o komunikaciji zdravstvenih dispečerjev smo govorili v predzadnji epizodi Jezikanja te sezone, Epiloga dispečerji največkrat ne poznajo. Katja Avguštin pravi, da se v razpletu kdaj pozanimajo pri kakšni od ekip, o nekaterih primerih se pogovorijo med seboj, a se krog sklene, ko prispe
je ekipa na kraj nesreče. Do tedaj ste v primeru življenjske ogroženosti v telefonskem spremstvu zdravstvenih dispečerjev. Hvala za vaše delo. Načel mirne in jasne komunikacije pa se lahko držimo tudi ostali zaposleni v drugih sektorjih. Ne? Ja, lep in miren konec tedna. Če vam primanjkuje vikend audio vsebin, pa se naročite na podcast Jezikanje.